Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v vroči temi v podkastu na spletnem portalu domovina.je. Za marsikoga presenetljiv razplet nedeljskega referenduma o zakonu o dodatkih pokojninam umetnikov za posebne dosežke. Marsikoga je presenetil, kajti zakon je padel. Opoziciji, predlagatelju SDS-u je uspelo doseči kvorum, več kot 400.000 volivk in volivcev je prišlo na volišča in obkrožilo proti, medtem ko je za glasovalo samo dobrih 30.000 volivk in volivcev. Predpostavki seveda, da so številni volivci leve sredine ostali doma, kajti največja vladna stranka Gibanje Svoboda jih je k temu tudi pozivala. O učinku tega referenduma slabo leto dni pred parlamentarnimi volitvami, o ozadjih tega rezultata nocoj s političnim komentatorjem, profesorjem, politologom, profesor dr. Mirotom Hačkom. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Najprej začniva seveda pri vprašanju, a vas je ta rezultat presenetil, glede na to, da je marsikdo pričakoval, da SDS-u in Novi Sloveniji, ki se je pridružila, kvoruma sploh ne bo uspelo doseči. Na koncu je bilo proti zakonu več kot 400.000 ljudi. Ja, me je presenetil. Še sam sem nekaj ur pred zaprtjem volišč na Twitterju nekako predvideval, da bo najbrž proti nekje med 65 in 75% udeležencev. To so tudi nekako napovedovale javnomnenjske ankete, tiste, ki so bile opravljene tik pred zdajci, recimo Medijanina, ki je bila, mislim, da objavljena 2 dni pred referendumom. Manj me je presenetilo to, da so uspeli predlagatelji doseči kvorum. Nazadnje vidimo, da so ga pravzaprav še krepko presegli. Še bolj me je pa presenetilo potem tisto, kaj se je dogajalo po razglasitvi rezultatov. Na nek način se je zdelo, da so politični akterji bili precej nepripravljeni in da so jih potem tudi kamere in mikrofoni ujeli malo na levi nogi in so izrekli marsikaj, kar morda par ur kasneje ne bi izrekli. Pa tudi nekateri mnenjski voditelji so se zdeli, pa novinarji, da so bili precej nepripravljeni. Tisti odmevi so posebej zanimivi in najbrž za učbenike, kako najbrž se ne vodi neka takšna oddaja. No, se do politične interpretacije, ki je zelo zanimiva, še prideva, ampak če se vrnemo zdaj k temu rezultatu, to je bil v tem mandatu Golobove vlade, če se števa skupaj, mislim, da 7. referendum, kajti 3 referendume smo videli že jeseni 2022, pa 3 posvetovalne skupaj z evropskimi volitvami. Ta je bil v bistvu prvi, ki ga je dobila opozicija. Kaj se je po vaše tukaj spremenilo? Ja, prejšnji referendumi so se zgodili v trojčkih. Najprej je bil trojni referendum jeseni 22, to je bilo par mesecev po volitvah in tik pred, oziroma v sklopu neke predsedniške kampanje, in to je bil še dovolj poseben trenutek, da je pravzaprav ta moment, ki ga je Gibanje Svoboda dobilo na volitvah, še trajal. In tiste referendume je bilo relativno težko dobiti, ker je bilo treba premagati ta moment. Volivci pa vendarle še niso na nek način ujeli ali pa dobili občutka, kakšna je v resnici vlada, ki so jo par mesecev prej izvolili, in koliko bo ta vlada učinkovita, koliko bo izpolnjevala obljube, koliko bo konec koncev tudi operativna, je bilo še relativno kmalu. Naslednji trojček je potem pa se zgodil lani v sklopu evropskih volitev. Tukaj pa je bila relativno posebna situacija. Bile so evropske volitve, hkrati so volivcev potisnili v roke še tiste 4 ceglice za posvetovalne referendume, tako da so evropske volitve bistveno vplivale na rezultat teh referendumov. Sicer bi bila udeležba najbrž minorna na teh posvetovalnih referendumih in bi tudi rezultat najbrž bil drugačen. Tako pa pač tisti volivci, ki so tja prišli, so na nek način se odločili in tukaj je SDS-u in prijateljem iz opozicije na nek način malo zmanjkalo, pri nekaterih so pa malo bolj pošteno izgubili. Tako da je to bil prvi, na nek način bom rekel, si dovolil izraz pravi referendum. Torej referendum, ki je bil sam zase, kjer ni bilo hkrati še nekega drugega političnega dogajanja, nobene kampanje, in je bilo treba volivcev pač prav posebej za ta referendum
ta zadnjo dvigniti in se odpraviti na volišče, a ne, žrtvovati tudi nekaj časa, medtem ko prej pravzaprav to niti ni bilo, je bilo opravljeno malo mimogrede. In ta prvi pravi referendum je opoziciji precej gladko uspelo dobiti. Je pa tudi res, da je zdaj že minilo relativno precej časa, ne, od nastopa Golobove vlade. V 3 letih je vendarle vsakmu postalo dosti jasno, s kakšno vlado imamo opravka, koliko je operativna, koliko je učinkovita in kako se pač znajde v političnem prostoru. Ja, in smo že kar globoko v zadnjem letu mandata te Golobove vlade. Ampak če se zdaj vrnemo k rezultatu referenduma, ne, proti je bilo 403 tisoč volivk in volivcev. Na socialnih omrežjih, v medijih se zdaj ugiba, je to ta številka, je to ta domet, ki ga desna sredina ves čas ima. A se je sploh karkoli spremenilo od volitev 2022, kajti ne, tudi takrat so skupaj stranke SDS, Nova Slovenija in Povežemo Slovenijo dobile približno toliko, enako tudi Anže Logar na predsedniških volitvah. Kaj vi menite? Menim, da to sicer ni domet trenutno desne sredine, ni pa dosti daleč od maksimalnega dometa. Torej, morda so sposobni dobiti še nekaj 10 000 glasov, ni pa ta številka bistveno večja od te, ki se je zdaj pojavila. Moramo vendarle biti realni, brez exit pola na tem referendumu, torej ankete, ki bi volivce vprašala, kako ste se odločili in koga sicer podpirate, ne bomo nikoli vedeli, kateri volivci točno so se udeležili tega referenduma. Upam si trditi, da to niso bili izključno volivci SDS-a in Nove Slovenije in manjših strank za desne sredine, ampak da so med njimi bili najbrž tudi volivci, ki so leta 2022 obkrožili Gibanje Svoboda ali pa še kakšno drugo stranko iz takratne koalicije KUL. Zdaj so pa razočarani, vendarle se odločili, da imajo na nek način zadost in so se pridružili v tem primeru opozicijskemu referendumu. Ni pa seveda to avtomatično rečeno, da bi tudi na volitvah obkrožili katero od trenutnih opozicijskih strank. Ja, v manjši meri torej so verjetno tudi volivci leve sredine prišli. Kako težko pa je volilno telo motivirati za takšen referendum? Recimo temu, da doslej v tem mandatu desnici to ni uspelo, zdaj je očitno uspelo, ampak ne v takšni meri, kot je recimo uspelo pred 4 leti takratni opoziciji KUL, Niki Kovač, vodi inštituta 8. marec, ne, civilna družba je takrat odigrala zelo pomembno vlogo, da so sredi poletja pripeljali na volišča v bistvu več kot 800 000 volivcev. Ne. Skratka, a je volilno telo, ko so njene stranke v opoziciji bolj motivirano, da hodi na referendume? Da tukaj ni bilo prave motivacije na strani koalicije? Po mojem mnenju je relativno težko motivirati volilno telo, da gre na referendum zgolj zaradi vsebine, ki se na tistem referendumu pač poudarja. Torej, če bi tu šlo samo za vprašanje upokojevanja oziroma penzij zaslužnim umetnikom, bi po mojem mnenju relativno malo kdo šel na ta referendum. Tudi če bi šlo leta 2021 v resnici zgolj za vprašanje vode, in tistega nesrečnega Vizjakovega zakona, bi tudi veliko manj ljudi šlo na referendum. Šlo je za nekaj večjega na teh vseh referendumih. Šlo je tudi hkrati za plebiscitarno odločanje o tem, ali nam je trenutna vlada všeč ali pa nam ni všeč. Ne? In koliko nas je trenutna vlada v resnici razočarala, tudi razjezla morda, ne? Ziritirala, in to je bil moment, ki je 2021 pognal sred poletja relativno veliko volivcev na volišča. To je bilo bolj plebiscitarno izjasnjevanje o Janševi vladi in o COVID ukrepih, ki jih je ta vlada že takrat skoraj 1 leto pravzaprav implementirala. Tako kot tokrat je šlo vendarle tudi v večji meri, po mojem mnenju, za plebiscitarno odločanje o Golobovi vladi in o stopnji razočaranja posameznega volivca z neizpolnjevanjem obljub, ki so bile dane na parlamentarnih volitvah aprila 2022. V vseh teh primerih pa slišimo, ne, tiste, ki so sprejeli zakon, da je druga stran zavajala, manipulirala. Če se dotakneva zakona o vodah, takrat je bilo precej govora o tem, da nam bodo vzeli pitno vodo, kdo pa ni seveda borec za pitno vodo. Videli smo značke kapljice vode, videli smo referendum zakona o noveli RTV z radovednim tačkom, ki ga bodo vzeli. Zdaj smo videli Majo Smrekar na vseh fotografijah, ne, umetnico, ki doji psa. Očitno politika zna zelo spretno pritisniti na čustva ljudi.
Ja, referendum je težaven z tega vidika, da je potrebno izbrati vsebino, ki je povprečnemu volivcu relativno razumljiva. Ne. Ves smisel na svetu bi bilo v resnici iti na referendum za vprašanja, ki se tičejo čisto vsakega v tej državi. Takšno je recimo zdravstvena reforma, takšna bo morda medijski zakon. Ne. To so v resnici vprašanja, ki se tičejo velike večine volivcev. Vsak ima kdaj zdravstvene težave, vsak bo soočen z posledicami že sprejetega zakona. Vendar pa je problem v tem, da povprečni volivec bo zelo težko razumel, kaj v resnici ta zakon prinaša, če še odločevalci v resnici zelo težko pojasnijo ali pa razumejo, zakaj so v resnici glasovali. Ne. Zato politika zelo rada izbere teme za referendum, ki so relativno enostavne, ki so preproste za razumevanje, kjer je možno tematiko predstaviti v 2 ali pa 3 stavkih in to tematiko potem večina volivcev tudi lahko relativno zlahka razume. Zato je pač pogosto izbrana tematika, ki je sicer nekoliko nenavadna, se dotika relativno ozke skupine, ne, samske ženske, RTV, vode, tački in podobno, ne, ki povprečnega volivca najbrž nikoli ne bo osebno vplivala. Saj kaj pa ima povprečni volivec z pokojninami za izjemne dosežke? To ga ne prizadeva danes in ga najbrž do konca življenja v resnici ne bo. Ne. Je pa tematika pripravna in uporabna za vsebino nekega takega referenduma, ki je hkrati na to postane seveda tudi glasovanje o trenutni oblasti. Kaj pa je dovoljeno posluževati se v takšni referendumski kampanji in kaj je recimo prepovedano? Ne, vemo, da je Maja Smrekar sprožila pravna sredstva proti SDS-u, ne, tudi Levica, mislim, da je tukaj celo intervenirala. Potem smo imeli primer, ko je Nika Kovač imela tiskovno konferenco, ker jo je SDS vključil na svoje letake. Skratka, kje je ta meja med dovoljenim in nedovoljenim? Ja, to bomo videli, ne, ko se bodo nadzorni organi oziroma sodni organi malo uspeli izjasniti glede teh vprašanj. Po mojem meja pravzaprav večkrat presežena v resnici v naših predvolilnih kampanjah in ena in druga stran uporabljata relativno, včasih celo malo brutalen politični jezik in bi povprečen volivec si bi najbrž želel, da bi bila vendarle kampanja majčkeno bolj umirjena in bi potem tudi to lažje bilo najbrž tudi predstaviti povprečnemu volivcu, zakaj v resnici gre. Ne. Tako pa poslušamo veliko enega obkladanja z obtožbami, z precej ostro retoriko. Ne. Zdaj tudi o kršenju volilnega molka poslušamo. Z obeh strani kršenje volilnega molka, zgolj s tem, ko so nekateri pozivali na volišča, kar seveda ni kršenje volilnega molka, ne, ker pozivati na volišče je pač del demokratičnega procesa. Ne. Zdaj, če se pa izjasnjuješ glede vsebine, potem pa se lahko pogovarjamo o kršenju predvolilnega molka, s tem seveda, da je vprašanje predvolilnega molka morda vprašanje, ki bi ga v bližnji prihodnosti bilo treba nasloviti in ga najbrž tudi odpraviti, ne, ker večina držav tega niti ne pozna. Ja, nekatere države so to odpravile, Slovenija pa pri tem vztraja. Ne? Ja, Slovenija iz nekih razlogov, ki so meni malo bolj misteriozni, pri tem vztraja in si povzroča težave, ne, ker realno se je spremenila. V 21. stoletju imamo družbena omrežja in zelo težko je nadzirati predvolilni molk in objave. Morda je kdo kaj objavil v petek ob 23. uri in se to rola potem še skozi soboto in s tem seveda ne krši predvolilnega molka. Nastaja pa vtis, da ga krši. Ne? In tu imamo težave in potem potrebujemo vojsko nadzornih organov, da to nadzira. Zakaj? Ne? To bi lahko tudi mirne duše ukinili in pač ta volilna kampanja poteka še 24 ur, če smo že prenašali preteklih nekaj tednov. Ko smo na tem polju dovoljenega in nedovoljenega, o tem je bilo res veliko povedanega v zadnjih tednih. Pozivi, ki so prišli iz obeh vladnih strank, Gibanja Svobode in Levice, naj ljudje ta referendum bojkotirajo. Ne? Prav na ta način, s temi besedami smo videli letake na socialnih omrežjih, naj odidejo doma ali pa če se posnamejo in v videoposnetku razložijo, zakaj ne gredo na referendum. Kako ste vi to videli kot profesor, ki predava študentom, kako pomemben je recimo referendum kot institut neposredne demokracije, da stranke pozivajo proti temu?
No, jaz sem to videl kot politično napako pravzaprav. Se strinjam, da je to neprimerno, na nek način neprimerno pozivati k blokadi oziroma obstrukciji referenduma, ko vemo, da je referendum pravzaprav v resnici edino orodje, ki ga imamo volivci med vsakokratnimi parlamentarnimi volitvami. Ampak moja presoja je šla z vidika politične strategije, torej ali se je ta strateška poteza izplačala dvema koalicijskima strankama in kaj jim je prinesla pravzaprav. In na koncu lahko ugotovimo, da se jim seveda ni izplačala in jim ni ničesar prinesla. Zdaj sicer popolnoma abotno trdijo, da je 75% volivcev bilo na njihovi strani, čemur se lahko samo nasmehnemo. Ampak prinesla jim je to, da ima SDS v rokah zdaj še eno orodje, in da potem, ko je trenutna koalicija dobila mandat ravno zaradi tega, zaradi obljub, zaradi pričakovanja, da bo bolj demokratična, kot je bila tretja Janševa vlada, ki se je precej očitalo neke, rečemo, nedemokratične poteze. To je ta mandat, ki ga je v resnici Golobova vlada dobila. Torej obljuba večje demokratičnosti, večje transparentnosti, spoštovanja institucij itd. Potem pa greš narediti tole, in na nek način negiraš tisto, na podlagi česar si pravzaprav v resnici prišel na oblast. In to je bila, tu ni boljše besede, neumna politična poteza, neumna strategija, ki bojo seveda SDS izkoriščala zdaj do volitev. Saj Janez Janša je že nekaj minut po zaprtju volišč poudaril ravno to. In to je čudovito orodje, ki si ga SDS pravzaprav ne bi mogla bolj želeti in ga je dobila. Težko je razumeti to strategijo, kajti v bistvu odloča kvorum proti, kar pomeni, da ni odvisno od tega, koliko volivcev leve sredine pride, ampak koliko desne sredine jih pride. Razen, če bi toliko več prišlo jih z leve sredine. Ja, razmišljanje je bilo bolj v smislu pasivizacije volilnega telesa, torej z pozivanjem proti na nek način uspavati volilno telo, hkrati tudi umiriti kampanjo, torej da bi pravzaprav kampanja šla neopaženo mimo. Samo to so pa potem težave teh novo nastalih instanc strank, ki so relativno amaterske, kar se tiče politične stroke. Tukaj bi v resnici moralo Gibanje Svoboda se izvzeti iz volilne kampanje, se torej ne pridružiti kampanji, se ne registrirati in pravzaprav ne sodelovati v kampanji. Enako tudi Levica in na ta način bi kampanja seveda v resnici šla neopazno mimo, s kom pa se bi SDS konec koncev razpravljal in prepiral sam sabo. In na drugi strani za ne bi bilo nikogar. Nihče ne bi zagovarjal tega zakona, kar bi sicer bilo koliko še vedno nenavadno, ampak dosegli bi pa to, kar so hoteli. Torej pasivizirali bi volilno telo in kampanje ne bi bilo praktično. Saj niti soočenja ne moreš izvesti, če imaš samo eno stran prisotno, na drugi strani pa ni nikogar. In potem bi se ta stvar morda lahko išla, ker bi na nek način morda uspeli uspavati tudi dovolj desno-sredinskega volilnega telesa, ki ne bi gledalo konfliktov, ne bi bilo motivirano z precej ostrimi besednimi spopadi in bi morda si mislili, da se nič ne dogaja in bomo šli v naravo. Kako pa vidite to drugačno taktiko Socialnih demokratov? Je to zato, ker gre za etablirano stranko, ki razume politično igro na dolgi rok? Ja, tu vidim oboje pravzaprav. Na nek način gre za tradicionalno stranko, ki ni imela drugega izbire, pravzaprav kot da ostane zvesta sebi, in kot je vedno pozvala, je pozvala tudi tokrat k udeležbi. Saj morda večji del tistih glasov za so v resnici podporniki ravno Socialnih demokratov. Po drugi strani pa so Socialni demokrati v tej koaliciji tudi na nek način igrajo vlogo enega predpražnika, ob katerega si vsak obriše noge, ko ima umazane čevlje. Kar nekaj afer, ki so prišle na dan, so bile sproducirane z namenom škoditi Socialnim demokratom, Litijska pride takoj na misel, in se zajesti v njihovo volilno telo na nek način. In te afere niso nastale zaradi opozicije. SDS nima tovrstnega dosega in tovrstne moči. To so stvari, ki se dogajajo znotraj koalicije in na nek način nekoliko ljudožerske poteze, ko skočiš za vrat najbližjemu partnerju.
In socialdemokrati so tukaj nekoliko nezadovoljni v tej koaliciji z tega vidika, malo tudi jezni najbrž, ne? In želijo biti tudi drugačni. Ne? In tokrat so dobili priložnost in so bili drugačni, sedaj seveda pa morajo pojasnjevati, da tok pa spet niso drugačni, da to še ne pomeni, da so prebegli na drugo stran političnega prostora in to še seveda ne pomeni, da bodo koalicijski partner morebitne naslednje desno-sredinske vlade. Ampak vseeno, predsednik stranke Matjaž Han poziva k razmisleku, ne levo sredino, to koalicijo. Zdaj je priložnost za razmislek, ampak zdi se, da ga ne slišijo, ne v Levici, ne v Gibanju Svoboda. Ne. Slišali smo Saro Žibrat takoj po razglasitvi rezultatov, ne. Mi smo pravzaprav zmagovalci, ker smo, kot to ste že prej sami rekli, uspeli 3/4 volilnega telesa prepričati, naj ostane doma, ne, in niso nasedli na igro SDS-a. Ja, to je bila izjava, ki sem jaz označil na Twitterju kot nadbizarno. Ne. Po isti logiki bi lahko tudi Janez Janša rekel 2021, 54% volilnega telesa je ostalo doma na referendumu za vode, ne, in mi smo v resnici zmagovalci, ne, kar je bizarno. Ne. Tako pač ne moreš nastopiti. Pravzaprav zato sem rekel, ne, da sem bil presenečen nad nepripravljenostjo političnih akterjev na katerikoli scenarij, ki se bi pač po referendumu odvil. Ne. Resni in profesionalni politiki morajo biti pripravljeni na zmago in na poraz, ne, in malo razmisliti, kako bodo reagirali v enem in drugem primeru, da se jim ne zgodijo tovrstne izjave, ki se potem pač ostanejo v medijskem prostoru lahko še precej dolgo in se bodo zdaj najbrž pojavljali vsake toliko. Kar je bilo meni zanimivo, ne, ko sem tole sešteval, 350,000 približno manj volivcev in volivk je prišlo, če je to primerjava z referendumom zakona o vodah, to nedeljo na volišča, ampak če bi vsi ti ljudje prišli, ne, in bi to prišteli glasu za, bi še vedno zmagali tisti proti. Ne. A so po vaše vendarle v koaliciji vedeli že vnaprej, da tega referenduma nikakor ne more dobiti in da se bolj splača interpretirati volilni rezultat na način, naši volivci niso prišli, kot pa da bi prišli, pa bi tesno izgubili? Saj v koaliciji so seveda vedeli, so naredili projekcije oziroma naročili projekcije. Zdaj povprečen volivec najbrž ne ve, ne, da politične stranke zelo redno uporabljajo resnične javnomnenjske merjenja, ne, in imajo relativno dober vpogled v to, kakšno je stanje glede posameznega političnega vprašanja, in v koaliciji so vedeli, da tega referenduma nikakor ne morejo dobiti, ne, tako kot je Janševa tretja vlada leta 2021 prav dobro vedela, da referenduma o vodah ne morejo nikakor dobiti, ne. Kljub temu pa ni pozivala k neudeležbi. Ne. In potem so pač zasnovali strategijo, kot so jo, ne, kot omenjeno, boljša strategija bi najbrž bila se popolnoma izvzeti iz predvolilne kampanje in poskušati na nek način zamrzniti, pasivizirati predreferendumsko kampanjo. Odločili so se, kot so se, ne, zdaj najbrž velika večina komentatorjev se strinja, da je bila to politična napaka, ki jo bomo najbrž pripisali neizkušenosti največje koalicijske stranke in pa pomanjkanju poguma Levice, da bi se tej napaki uprla. No, ministrica Asta Vrečko pa pravi, da desnica se je šla preštet za vaš denar, za 7 milijonov evrov. Skratka, prepričani so, ne, to je to volilno telo, ki je prišlo na volitve. Je to po vaše podcenjevanje volilnega telesa, aroganca? Kako to vidite? Vse to, tisto, ko zgubi referendum, na nek način vedno znova poudarja strošek referenduma. Leto 2021 se tudi spomnim izjav SDS-a, da bo referendum stal toliko in to, ker so prav enako kot trenutna koalicija, so tudi takrat vedeli, da tega referenduma ne morejo dobiti. Ne. Mislim, da noben strošek za demokracijo ni odveč, ne. Drugače, zakaj pa imamo demokracijo? Mislimo, da je zastonjna, ne. Ni zastonjna, ne. Tudi volitve stanejo, referendum stane, konec koncev večina tega denarja gre pa vendarle volilnim odborom, ne. Ljudem, ki tisto nedeljo žrtvujejo 12 plus ur svojega časa in zato dobijo nekaj 10 evrov, ne. Tako da mislim, da denar ni na nek način porabljen brez veze. Gre za demokratično orodje, šel je večinoma ljudem ali pa za tisk pač gradiv volilnih, ne.
In na nek način se bo del tega tudi vrnil v proračun skozi dajatve, a ne? Tako da mene zelo ne skrbi, da smo porabili marsikaj hujšega v tem mandatu, pa me tisto bolj skrbi, a ne, kot teh 6,7 milijona. Zdaj iz SDS-a prihajajo pojasnila, saj itak so bili plačani ljudje, ki so delali na voliščih. Ja, seveda. Pozivi prihajajo k odstopu ministrice, ne? Iz SDS-a tudi k odstopu cele vlade, ampak zlasti tudi iz NSI k odstopu ministrice. A ste Vrečko rekla je nikakor, ne razmišljam o tem. Pozivi so prihajali tudi pred 4 leti k odstopu tiste vlade, pa Vizjaka. Ne? Tisti, ki danes pozivajo Vrečko k odstopu, takrat niso potem pozvali oziroma odstavili kakorkoli Andreja Vizjaka. Ja, te demokratične tradicije na nek način v Sloveniji nimamo, ne? Da bi tisti minister, katerega odgovornost je posamezen referendum in potem tega referenduma ne uspe dobiti, mora odstopiti. Ne? Se skoraj ne spomnim primeru, da bi kateri ministri zaradi porazu na referendumu odstopali. Včasih so odstopale cele vlade, ne? Če se spomnite Pahorjeve v leta 2011 po trojnem referendumu je pač šla celotna vlada, je pa res, da je tista vlada že bila v osnovi relativno šibka, ne? In je referendum bil tisti zadnji udarec, ki jo je na nek način spodnesel. Kot rečeno, tudi leta 2021 je bilo precej pozivov k ministru Vizjaku, da bi odstopil, tudi on je bil precej trmast, ne? In ni bil zelo odprt pri pripravi zakona in bi morda lahko kakšno zadevo zapisal drugače v zakon. Pa bi bilo kaj drugače, če bi? Vprašanje, ne? Lahko, da bi se zgodilo popolnoma enako, ne? Vprašanje je bilo zelo uporabno za referendum in za plebiscitarno odločanje o takratni vladi, a ne? Kaj je bolj preprosto za volivca kot poziv vode ne damo, a ne? Tako da takrat minister Vizjak ni odstopil, čeprav so najbrž tudi znotraj koalicije ga takrat mnogi pozivali, da naj to vendarle stori. Ne pričakujem, da bo tudi ministrica Vrečko odstopila. Bolj se bi mi zdelo logično, da bi jo premier preprosto odstavil v tem primeru. Se to lahko privošči po vaše? Po mojem mnenju si bi to moral privoščiti pravzaprav, ne? To je ena od tez, ki sem jih v nedeljo objavil, ne? Za njegovo lastno preživetje bi to bila poteza, ki bi bila koristna, ne? In tudi za preživetje Levice v resnici, ne? Ker Levica je trenutno na robu parlamentarnega pragu ali pa celo malo pod robom parlamentarnega pragu. Dogaja se še razkol v stranki? Ja, dogodil se je razkol, prihaja nova konkurenca, ne, v podobi Mihe Kordiša, ne? In ne vidim, da bi Levica lahko preživela naslednje parlamentarne volitve. V primeru pa, ko bi bila, grdo rečeno, vržena iz koalicije, ne, žrtvovana na nek način, pa bi lahko igrala svojo tipično anarhistično opozicijsko vlogo. Ampak s tem bi pa verjetno Robert Golob podaril preveliko moč socialnim demokratom, ne? Ja, socialni demokrati bi potem bili seveda v poziciji, ko bi pa bili jeziček na tehnici, v resnici pa ne bi bili, a ne, ker Levica bi še vedno bila iz opozicije na nek način del te vlade, s kom bi pa v resnici glasovala, z SDS, gotovo ne, a ne. Tako da bi bila potem to neka senčna opozicija, koalicija, ne, nekaj takega, kot smo že videli v času Šarčeve vlade, a ne, to mislim, da predsednik vlade ne bi imel česa zgubiti, bi pa pomagal koalicijskemu partnerju, ki ga bo potreboval tudi v naslednjem mandatu, da preživi, ne, ker vendarle Gibanje Svoboda, samo socialni demokrati bo izjemno težko samo sestavilo vlado po naslednjih parlamentarnih volitvah, potrebovalo bo še koga, ne, Levico, morda kakšen nov obraz, ki se bo pojavil na levi sredini. S takšnimi potezami pa bo težko, ne, prepričati dovolj volivcev, da bodo 3-4 leve stranke obdržali v parlamentu. Prav je, da v luči tega pokomentirava še napoved interpelacije zoper ministrice Aste Vrečko. Vložila jo je Nova Slovenija skupaj z demokrati, ki pa se sicer v referendumski kampanji pa sploh niso oglašali na to temo. Ja, mislim, da se tudi niso registrirali v referendumski kampanji, ne, torej niso sodelovali na nobeni strani in se niso opredelili glede ene ali druge opcije. Sedaj pa so bili pač uporabni, ne. Nova Slovenija ima 8 poslancev, sama ne more vložiti interpelacije, potrebuje vsaj 10 podpisov in SDS jih ni prispeval, torej so ostali demokrati, ki so pač skočili na ta
avtobus relevantnosti, bi rekel. A ne. V referendumski kampanji vendarle smo lahko opazili, da je SDS bila izrazito dominantna. Ne. Dost manj smo slišali Novo Slovenijo, nič nismo slišali pravzaprav iz Ljudske stranke, nič iz Demokratov. Ne. In zdaj je pač trenutek, najbrž se jim zdel primeren, da se pridružijo zabavi, a ne, in da dodajo svoj kamenček v mozaik in ostanejo na nek način vidni, s tem pa tudi relevantni. Ja, SDS je sicer rekel, da bo podprl to interpelacijo. Kaj pravzaprav lahko pričakujemo? Na drugi strani SD, Gibanje Svoboda, oboji poudarjajo, stojimo ministrici ob strani. Ja, jaz mislim, da se ne bo zgodilo kaj veliko, ne, razen da bomo kak dan v juniju ali pa v juliju gledali iz Državnega zbora spet precej ostro razpravo, a ne, in veliko medsebojnega obtoževanja in obkladanja z večinoma neprimernimi besednimi dvoboji. Drugače pa ne verjamem, da se bi zgodilo kaj. Tu se lahko zgodi kaj samo v primeru, če se premier odloči, da vendarle storitev levice do volitev več ne potrebuje, a ne, in da bo poskušal s kakšno drugačno politično strategijo. Mislim pa, da so možnosti za kaj takega relativno majhne. Morava se dotakniti vloge medijev tudi v tem času referenduma. Ne? Zdaj, najprej dan po volitvah je zelo viralna bila podoba naslovnice časopisa Delo, našega največjega dnevnega časopisa, primerjava s tistim referendumom zakona o vodah, ne, ko so dan potem objavili na naslovnici eno tako zelo veliko podobo, to bomo zdaj videli na ekranu, ne, proti, tokrat pa je bil na naslovnici hamburger. Ne. Ni bilo ne duha, ne sluha o referendumu. Je to naključje in a se to takšen časopis po vašem lahko privošči? Ja, tudi sam sem opazil to vrstno naslovnico. Mislim, da je bilo prvič, da smo kaj takega lahko videli, da niti najmanjše novičke o referendumu ne bi bilo na naslovnici enega od slovenskih dnevnih časopisov. Zelo nenavadno, a ne. Sem šel preveriti, če se je slučajno podpisoval kakšen aneks nedavno, ali se morda bo v prihodnjih dneh, malo za hec, pa malo tudi za res, a ne, ampak to je pač posledica tega stanja slovenske medijske krajine, ki je relativno žalostno. Ne. To je precej žalostno, da se lahko kaj takega zgodi, tukaj pač v nekem resnem novinarstvu najbrž ne moramo več razpravljati, je pa to rezultat lastniških razmerij in uporabe medijev za sekundarne namene ali pa v resnici za primarne namene, a ne, to pa so zdaj tako v privatni lasti Delo. Tako, ja, to pa je pridobivanje česa drugega kot dobrega novinarskega dela, ne, to pa pač potem vse vemo, ne, kdo je lastnik Dela in s čim se primarno ukvarja in kje je potem ta prioriteta oziroma primarni interes lastnika, pač ne v časopisu. Ali bi morda to lahko razumeli kot bojkot tega referenduma, ne? Ja, pač ne vem, to je pač na nek način najbrž usluga trenutni koaliciji, da o tem ne poročaš, čeprav se mi zdi bolj slaba usluga, ne, ker to je spet ena stvar, ki je bila tako viralna, ne, da je najbrž naredila več škode kot koristi, bolj smotrno, bolj modro bi bilo, ko bi vendarle objavili minimalno novičko, a ne, in se tega očitka potem jim ne bi mogli dati, a ne. Odločili so vse kot vse. Iz opozicije je bilo slišati precej očitkov, ne, da mediji niti približno osrednji mediji, če o njih govoriva, niso opravili svoje vloge na način, kot so jo v času referenduma leta 2021. Ne. Takrat sicer so številni novinarji si celo na socialnih omrežjih prilepili značke, ne, da so proti zakonu o vodah. Ne. Zdaj, česa podobnega nismo videli na takšen način, ampak vendarle, ta primerjava je verjetno zelo slikovita, ne. Ja, saj, najbrž niste realno pričakovali, a ne, da bo pristop enak, kot je bil leta 2021, vendarle je dejstvo, da je slovenska medijska scena nagnjena tako izrazito v eno stran političnega prostora, torej v levo stran političnega prostora, da drugače tudi biti ne more, a ne. Videli smo sicer eno soočenje na javni RTV in mislim, da eno na največji komercialki. In to že po koncu predčasnega glasovanja. Tako, ja, po koncu predčasnega glasovanja, že oboje, a ne. Druga pa kaj dost pravzaprav nismo videli, je pa bilo to dovolj očitno, ne. Tudi to je bilo dovolj za predlagatelje, da so uspeli. Zdaj lahko seveda samo na nek način ugibamo, kaj bi bilo, če bi
to bila ista ali pa isto močna kampanja, kot je bila leta 2021 v smislu medijskega pokritja. Najbrž bi ta številka bila še nekaj večja kot 403 tisoč, ne. Ampak kot rečeno, bilo je dovolj za predlagatelje, je pa tudi za same medije precej nerodna situacija, ne, ko na nek način tako očitno poteptaš neke osnovne novinarske standarde. Predsednik SDS Janez Janša je rekel, naš namen je, da skrajšamo tudi mandat te vlade. V SDS-u v resnici niso skrivali, ne, da bo ta glas na referendumu tudi glas proti Golobu. Ne. Ampak čisto realno ta vlada se zdi dovolj trdna, da spelje mandat do konca. Ne. Ja, rezultat referenduma nič ne vpliva na trdnost te vlade. Ne. Jo sicer počasi najeda in najeda javnomnenjsko podporo, ne. Ampak hkrati pa ima vlada še vedno isto število poslancev. Ne. Malo smo se hecali včeraj na enem intervjuju, da če bi poraz na referendumu hkrati ti odnesel tudi 5 poslancev, bi najbrž se precej resno lotili vsakega takega demokratičnega odločanja, tako pa ni resnih posledic. Ne. In število poslancev je še vedno enako in trdnost te vlade je pravzaprav resnično odvisna samo od predsednika vlade in od njegove odločitve, kdaj se podati na bodisi na redne, bodisi na predčasne volitve. To je njegova odločitev, ne, ko bo ocenil, da bo ta trenutek najboljši zanj osebno, ne, takrat bomo pač šli na volitve, najkasneje pa marca 2026. No, kar je meni zanimivo, je, da je raziskava inštituta Mediana pa pokazala, ne, ravno na dan poraza, dan potem, dvig popularnosti in vlade in gibanja Svoboda. Ne. Sicer učinki referenduma tukaj še niso bili zaznani, ne, ker rezultatov še ni bilo, ampak vendarle interpretacije so, da vsakršna politična aktivnost Janeza Janše na drugi strani znova okrepi tudi Roberta Goloba in gibanje Svoboda. Ja, gotovo je nekaj resnice v tem, sem pa malo bolj osebno zadržan do slovenskih javnomnenjskih anket, se mi zdijo v večji meri ustvarjanje kot pa merjenje javnega mnenja, tako da prava anketa je bilo nedeljsko glasovanje, naslednja prava anketa bodo volitve, bodisi predčasne, bodisi redne, vse vmes pa je, rečemo, vzamemo z zrncem soli. Ampak ta trend spremljamo, ne? Tudi v času evropskih volitev je Svoboda imela precej nizek procent že, pa je potem v tednih pred volitvami ta procent ponovno narasel. Ne? Zdaj se je zgodilo nekaj podobnega. A računa na to znova gibanje Svoboda? No, tu je treba iti v to, kakšno volilno telo ima Svoboda. Ne. Svoboda je dobila leta 2022 410 tisoč glasov. In to volilno telo, za katerega sicer predsednik vlade Golob misli, da je to njegovo volilno telo in se moti, ne, je volilno telo, ki ga je Svoboda na nek način podedovala od svojih predhodnikov, ne, od koalicije KUL, ti so ga podedovali od Marjana Šarca, ta ga je podedoval od Mira Cerarja, ta ga je podedoval od Alenke Bratušek in Zorana Jankovića, ne, in to je volilno telo, ki se po propadu LDS-a že svaljka zdaj 15 let od novega obraza do srednjega novega obraza, do netok novega obraza, ne. Torej do vsakokratnega pač tistega, ki je na nek način rešitelj leve sredine in to je volilno telo na posojo. Ne. Tudi to ni volilno telo Roberta Goloba, to je volilno telo, ki bo po Robertu Golobu, ali pa že zelo kmalu, ne, šlo do naslednjega pretendenta ali pa izpostavljenega bodočega predsednika vlade na levi sredini in bo dalo glas temu naslednjemu. Ne. Težava tukaj je, ki jo ima predsednik vlade, je seveda ta, da on misli danes, da še vedno ima 410 tisoč glasov, v resnici pa nima niti pol tega. Ampak tako se tudi obnaša, ne? Dali so mi mandat, da počnem, kar počnem. Seveda, tako se tudi obnaša. Ne? Je pa dejstvo, da je velik del ali pa morda že večinski del tega volilnega telesa že šel malo v hibernacijo, ne? V zimsko spančkanje, ne? In med neopredeljenimi čaka, kaj se bo zgodilo na naslednjih parlamentarnih volitvah. To nikakor ne pomeni, da je to volilno telo, ki bo zdaj pa skočilo na drugo stran, ne? In oddalo svoj glas za eno od strank desne sredine, morda za kakšno sredinsko opcijo, nikakor pa ne na drugo stran. Lahko pa, da bo to volilno telo, ki bo ostalo pa doma, ne? To pa je ta strašljivi scenarij,
ki se ga nekoliko bojijo na levi sredini in trenutni koaliciji, kar bi pomenil seveda, da bodo te volitve izgubili in da bo na nek način nastala desnosredinska vlada, in zato poskusi aktivacije tega volilnega telesa z novimi obrazi, pa ne toliko novimi, recimo z Vladotom Prebiličem. Ker tukaj obstaja pač strah, da bo velik del volivcev Svobode preprosto ostal doma in bo izrazil svoje nezadovoljstvo ne s tem, da bo prebegnil, ampak s tem, da bo pač ostal doma in se jim ne bo dalo iti na volitve. Ja, omenili ste Vladimirja Prebiliča. A je še kdo, ki lahko to veliko maso nagovori? A je lahko to Anže Logar? Ja, Anže Logar si bi želel, da bi bil to on, tako bom rekel. Ne. Se pa zdi, da kot javnomnenjske ankete vendarle nakazujejo, zdaj že množica njih, da to ni on. Ne. Da on bo zelo težko dobil zelo velik del tega volilnega telesa, morda nekaj malega, nekaj odstotkov. Ne. Zdi se pa, da Anže Logar se bolj zajeda v desnosredinske stranke, v SDS zlasti in pa nekaj malega tudi v Novo Slovenijo, ne, in v Ljudsko stranko. In v manjšem delu v levosredinske stranke. Je pa tudi res, da v tem trenutku še ne vemo, za kakšno ekipo bo Anže Logar v resnici šel na državnozborske volitve, ali bo ta ekipa vendarle tudi izpopolnjena z obrazi iz leve sredine. Če bomo to uspelo, da zdaj je enega poslanca uspel pridobiti iz leve sredine, če bomo to uspelo še v nekaj primerih, je lahko pretendent, da vsaj nekaj teh glasov odpelje iz zibelke Roberta Goloba v svojo. Je pa zanimivo, da pa vseeno, rekli ste, ne date veliko na ankete, ampak se pa neke tendence nakazujejo, da bo šlo za zelo tesno bitko po dolgem času med levim in desnim blokom in da bi lahko odločal celo nekdo, ki sploh ne imel kam ga v resnici uvrstiti. Neka resnica, če pride v parlament. Ja, zadnja anketa Mediane je na nek način izračunala, da bi naj levosredinski blok dobil 40 poslancev, desnosredinski blok nekako 42 poslancev, kar je 82. Ne. Dva sta potem poslanca manjšin, 6 poslancev pa bi šlo resnici, ki se tiho in počasi vendarle prebija v relativno stabilne vode politične podpore. Zdaj to precej anket že ugotavlja, daljše časovne obdobje. Se vam zdi, da je pot resnice tista, ki bi jo politične stranke novo nastale morale obrati. Vidimo, da kar nekaj novo nastalih strank obupa po prvih volitvah, morda po drugih. Resnica pa je zdaj že kar nekajkrat ostala zunaj, ampak še vztraja. Ja, še vztraja. Je aktivna na lokalni ravni, torej razume to osnovo političnega procesa, da vendarle se socializacija ne začne na vrhu, ne moreš kar skočiti na mesto poslanca, predsednica državnega zbora, predsednika vlade. In brez da bi zgradil torej bazo, temelje. In oni so obrali na obratno pot, gradijo temelje in počasi gradijo stranko od spodaj navzgor, kar je načeloma pravilna pot. In to se vidi že z uspehom, ki so ga imeli na zadnjih lokalnih volitvah in z javnomnenjskimi anketami, ki jim kažejo relativno veliko možnost, da se prebijejo v parlament, so pa vsebinsko precejšna neznanka. Če bodo oni jeziček na tehtnici, bodo ravno oni tistih 6 poslancev odločalo, ali bo nastala desnosredinska vlada ali levosredinska, in odločili se bodo na način, ki je v veliki meri nam še neznana. Kaj bo tisto, kar bo jih premamilo, katera ponudba bo boljša, na nek način pravzaprav ne vemo in tudi ne vemo, kaj pravzaprav iščejo. Kar je meni še zanimivo, veliko političnih komentatorjev, tudi iz recimo bolj desni sredini naklonjenih medijev, ocenjuje, da se kljub tej enormni zmagi na referendumu, plebiscitarni podpori referendumu, ni kaj dosti spremenilo za recimo Janeza Janšo in SDS, oziroma to težavo, ki jo ima, da dejansko, če zmaga na volitvah, če doseže relativno zmago, tudi sestavi večino. Ja, nič se ni spremenilo za SDS. SDS je zgolj potrdil, da je še vedno sposoben mobilizacijskega momenta in na volitve pripeljati praktično vse svoje podpornike, torej niso izgubili nikogar. Torej, SDS je potrdil, da je še vedno sila, ki ima izjemno močno konsolidirano volilno telo. Janez Janša je pravzaprav tip politika, ki dela največ ravno na konsolidaciji svojega volilnega telesa, s tem včasih naredi tudi škodo morebitnim
možnosti, da bi nagovoril še kak drug del volilnega telesa, ki ni njegov, torej sredinski del volilnega telesa, ampak njegova prioriteta je konsolidacija njegovega lastnega volilnega telesa. Torej stabilna baza. Stabilna baza, torej 20 do 25% volilnega telesa. Težava pa seveda je, da hkrati potrebuje partnerje, s katerimi bi lahko sestavil vlado, in zelo težko je verjeti, da bo te partnerje našel na levi strani političnega prostora, torej edina realna možnost, da jih najde na desni strani političnega prostora. Se lahko v letu dni po vaše kaj spremeni? Zdaj te ocene prihajajo seveda na podlagi preteklega vedenja o obnašanju slovenskega volilnega telesa, ki pa je spet nepredvidljivo. Ne? Ja, lahko se spremeni že ta teden. Saj prednji Marjan Šarec odstopil, je najbrž malo kdo predvideval, da bo že naslednji teden bomo se pogovarjali o sestavljanju neke naslednje vlade. Ne? Še njegovi najbližji partnerji niso pravzaprav nič vedeli o odstopu, še 3 ure pred odstopom. Ne? Tako da sicer menim, da Robert Golob ni ta tip politika, ki bi bil sposoben tovrstnega političnega samomora na nek način. Ne? Tako da menim, da seveda ne bo odstopil. Morda bo se kvečemu zgodil nek razmislek znotraj koalicije, k čemur je pozival tudi, kot ste že omenili, ne? Predsednik Socialnih demokratov Han, kako pravzaprav naprej, kakšna je strategija. Tukaj imajo veliko neznanko, ali se bo potem tej skupini pridružil tudi četrti igralec, Vladimir Prebilič, ali se bo pridružil sam, ali pa se bo navezal na neko že obstoječo stranko, kot je naredil na evropskih volitvah, s kakšno ekipo bo prišel in kako ga bodo sprejeli. Ne? Ker vendarle prihod Prebiliča hkrati tudi pomeni, da je ogrožena vloga in pozicija hegemona na levi sredini. Bi Prebiliča sploh kaj drugega zanimalo kot mandatarstvo? Ne, mislim, da ne. Jaz ga precej dobro osebno tudi poznam in mislim, da ga ne bi nič druga zanimalo kot mandatarstvo. Vendarle pozicija evropskega poslanca je relativno udobna in ugledna pozicija, in edina motivacija tukaj je najbrž ni ministrska funkcija, ne, je mandatarstvo. Ne. Tukaj pa seveda bo naletel na Roberta Goloba in na njegov bom rekel, medijski imperij, ne, ki vprašanje, kako bo reagiral, že lahko vidimo po prvih znakih, najbrž ne najbolj pozitivno. Lahko rečemo, da se je Robert Golob kar dobro učil, ne? Po nekem zgledu drugega imperija. Ja, seveda. Saj poteze, ki jih Gibanje Svoboda vleče, so velikokrat zelo podobne potezam, ki jih SDS in Janez Janša vleče in jih je v preteklosti vlekel. Ne? Tako da prav velike razlike v stilu, političnem stilu, ki ga obe stranki gojita, niti ni. Ne? Razlika je v ideologiji, razlika je v besednem zakladu, ki ga ima ena in druga stran, v načinu nagovarjanja volivcev, ampak... Pa verjetno vsaj delno tudi v realizaciji. Ja, no to pa posebej v učinkovitosti in v operativnosti je precej močna razlika. Če zaključiva, ne, tisto, kar ste prej omenjali, ne, da pač se kljub zmage na referendumu kaj dosti za SDS, za Janeza Janšo ni spremenilo. Zdi se, da se tega zavedajo tudi na levi sredini, da se tega zaveda Robert Golob, Svoboda. Ne. Je lahko to pravzaprav to mišljenje, da se nič ne more spremeniti, uničujoče, ne. Če bi nadaljeval z enako mero arogance Robert Golob v svojem zadnjem letu, se lahko volilno telo, da tako rečeva, prevali drugam. Enkrat se je to zgodilo, spomniva se LDS-u. Po mojem mnenju se pa na levi sredini je kaj spremenilo. Torej, medtem ko na desni sredini kaj dosti novega najbrž ni, ne? So relativno zdaj zadovoljni z rezultatom referenduma, pa na levi sredini ne morejo biti zelo zadovoljni z dogajanjem v zadnjih nekaj tednih, sploh ne z rezultatom tega referenduma. In menim, da se tam pa lahko kaj spremenilo, pa da se bo kaj spremenilo. Ne? Če ne drugega, je najbrž bil ta rezultat, a pa bi moral biti, ne, morda pa ni bil, ne, bi moral biti ta rezultat budnica trenutnemu koalicijskemu trojčku, ne,
ker če jih to ne zbudi, a ne, ta rezultat, pol ne vem, kaj jih lahko pravzaprav prebudi. Mislim, da jih bo to prebudilo in bodo se lotili malo bolj intenzivno nekaterih procesov, a ne, in tudi sami začeli razmišljati malo bolj intenzivno o predvolilni kampanji pred naslednjimi državnozborskimi volitvami in o rezultatu naslednjih volitev, a ne. Tako da mislim, da nas čaka precej pestro poletje, še pa veliko bolj pestra jesen. Profesor dr. Miro Haček, hvala za obisk na Domovini. Hvala lepa. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Vidimo se prihodnji teden.